Morala boš delati hitreje, če nameravaš izkopati celo mojo vas, dekle. Naj ti pomagam. Hvala, Rockhoof, ampak skušamo previdno ohraniti vsak košček zgodovine tukaj. Ja, to je tak prostor, poln spominov. A sem vam povedal tisto iz časa, ko je naš šef podaril 5 balvanov z brco majhne žoge. Nehaj s tem! Ampak to je temu namenjeno. Morda je bilo v preteklosti. Sedaj pripada muzeju. Varno, ohranjeno, nedotaknjeno. Zdaj boš pa še rekla, da ne bi smel uporabiti stare znojilnice. Zdaj vidiš, zakaj Rockhoof ni idealna izbira za mojo ekipo? Morda bi lahko ti uporabila njegove neobičajne talente? Seveda, učiteljica Fosil. Počaščeni bomo, da imamo lahko steber konjataje na našem oddelku. Zahvalite se Celestiji. Pa to jabolko je iz lesa, no, to je pa grozljiv trik. Je kdo videl moje dekorativne izdelke? Prav tu so bili. Srečno! My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Do you know you're all my very best friends? Pridružite se mi torej pri pozdravu učitelja Rockhoofa na naši šoli. Hvala vsem. Vem, da sem nov v vašem svetu, ampak eno stvar sem se naučil, ko sem reševal svojo vas pred deročo reko vroče lave. Vse je mogoče narediti s trdim delom in lopato. Razen morda stati na odru. Torej, lahko greste. Se vidimo v razredu. Mislite, da bo ta novi poni najbolj čuden učitelj na šoli? Ali samo eden od najbolj čudnih? Joni je všeč novi učitelj. Velik je kot jak. In uničuje stvari kot jak. Tudi von ima kot jak. Ja, perfekten je. Družba, on je eden od stebrov. On je zgodovina ponijev. Pozdravljen, razred! No, jaz sem vaš novi učitelj teorije in obrambe prijateljstva. Ampak nisem imel še priložnosti pogledati zapiska ravnateljice. Kaj ste se doslej že učili? Učili smo se o tem, kako sta princesa Celestija in Luna uporabili urok, da bi ujeli Discorda v kamniti spanec za 100 naslednjih lun. Torej se učimo zgodbic, kaj ne? Zgodbic, ja. In nikoli ne dobimo domače naloge. Dobro, najboljši način za učenje žrebetov in žrebičke je s pridobivanjem izkušenj. Kot takrat, ko sem bil v gozdu in naletel na Urso Major. Resno? Mi tega ne bomo počeli, a ne? Ste se borili z Urso Major? Čisto sami? Jo, in tudi premagal sem jo. No, to me pa zanima. Kako je učitelj Rockhoof zmagal? No, to je kar zanimiva zgodba. Iz tega, kar je učiteljica Fosil povedala, se sliši, da se Rockhoof še ni udomačil v modernih časih. Naša šola je odličen prostor za to. In še dobimo novega učitelja. To bi lahko bil najhitrejši prijateljski problem, ki si ga kdajkoli rešila. Umakni se, potisni, zapiči lopato, vrzi lopato. Udarec lopate. Zdaj pa vi bodite Ursa Major. Veliko kruljenja, ne pozabite. Je bil morda pouk v starih časih manj lomljiv? Kaj se je zgodilo potem? Velika pošast je skočila iz mesečeve meglice. Njeni strašljivi kremplji so bili v mojem grlu, ampak sem se izmaknil. Kaj pa potem?
Potisnila me je ob steno, pripravljena na skok. Jaz gledam jo in ona gleda mene. In jaz rečem, Učitelj Rockhoof? ne, ugibaj ponovno. Ups. Se opravičujem, da motim. Razred, kaj ko bi šli danes malo prej na kosilo? Rockhoof, se lahko pogovoriva zunaj? Naša šola podpira to, da najdeš svoj lastni način učenja. In že sedaj lahko rečemo, da ti gre zelo dobro z razredom. Ampak mogoče bi lahko malce manj uničeval v učilnici? Oprostite za to, malce me zanese. Učenci so bili tako zainteresirani za moje zgodbe. Vem, da je velika sprememba, ampak mislim, da se boš vklopil čisto. Ogenj! Rockhoof, počakaj! Ni časa, zgradba bo zgorela, spraviti moramo vse podije ven. Učitelj Rockhoof je najboljši učitelj na svetu. Ta ne more biti boljši. Spravimo vas ven, malčki. Dan je pravkar postal boljši. Poljo, Rockhoof, Kaj pa počneš? rešujem šolo. Tako kot boj z vulkanom v dobrih starih časih. Bi mi nekdo prijazno lahko pojasnil, kakšen je namen vse te vode? Nisem prepričana, ampak mislim, da je čas za surfanje. Wii, kavabanga! Prosti, Rarity, ampak moral sem se jeziti ta grozljivi ogenj. Ogenj, kje? A niste videli dima in plamena? Ja, to smo bili mi. Saj veste, zmaji, ki imamo tekmovanje v bruhanju ognja. Ti... Kaj? To ves čas počnejo. To smo ti skušali povedati. vemo, da si navajen biti onak, Rockhoof. Samo tukaj potrebujemo učitelja. Takega, ki ne bo uničil vseh prijateljskih izdelkov v razredu. A veš, kako težko je sešiti ananasov vzorec? Moje najglobje opravičilo. Nisem navajen živeti z zmaji, še toliko bolj v teh modernih časih. Učiteljica Fosil je jasno povedala, da nisem več dobrodošel v svoji stari vasi. Izgleda, da tudi sem ne spadam. Torej, očitno je iskanje nove službe za Rockhoofa precej težje, kot smo mislili. Je imel kateri od vas kaj sreče? Mislila sem, da mu boš uredila službo na pošti. Smo poskušali. A veste, kje lahko najdemo oslakrenki dudla? Dostaviti moram njegovo zdravilo. Ima izpuščaj na zelo nerodnem mestu. Tega nisem rabil vedeti. Jep, Rockhoffov čas kot maser v toplicah se prav tako ni obnesel. Samo povejte mi, če bo preveč pritiska. No, Rockhoof je vsaj zelo močan. Morda mu lahko najdemo službo, v kateri bo prenašal težke stvari. Sem že poskusila, Zekora je potrebovala ponja, ki bi ji pomagal z njenimi zalogami, ampak nie. Vem, da si rekla, da rabiš samo nekaj listov, ampak sem pomislil, zakaj ne bi prinesel vseh. Oh, kako grozno. Noben od drugih stebrov nima toliko težav pri vključevanju v moderni svet. Potem bi morda oni lahko pokazali Rockhoofu, kako so to dosegli. Naj ga navadijo, kako živeti v tem času. Odlična ideja. Rockhoofovi stari prijatelji bodo z veseljem pomagali in stavim, da bi jih rad obiskal. Celo galopina izgleda drugače kot v starih časih. Prepričana sem, da se boš, ko boš videl svojega starega prijatelja Flash Magnusa, počutil kot doma. Naprej, 2, 3, 4, naprej, 2, 3, 4. Kar živo, novinci! Obiskovalci na vidiku, družba stoj! Rockhoof, ti stari kopač jarkov. Flash Magnus, kot sem dolg in širok. Je to tvoja eskadrilja? Potem, ko smo se umaknili iz tistega prostora, sem šel iskat delo za ponijo z izkušnjami v kraljevi legiji. Enkrat vojak, vedno vojak. Princesa Celestia je bila zelo srečna, da je našla novega trenerja. To je odlično. To je res postavila na tako pomembno mesto tako hitro.
To ni nič. Moral bi videti, kaj počne Mistmane. Ali so ti mesto kraljevega krajinskega umetnika za kristalno kraljestvo? Tvoje delo je čudovito. Aha, hvala. Nikoli prej nisem delala s kristali, ampak v srcu vem, da sem tu, kamor spadam. Vedno si znala najti lepoto v stvarih. Ampak za lopatarskega ponija, kot sem jaz danes, ni veliko povpraševanja. Ne obupaj. Obišči somnambulo. Ona ti bo pomagala najti svoj namen. Somnambula je motivacijska govorka. Stavim, da teh sploh niso imeli v tvojih časih. Ker jih nismo potrebovali. Poniji so vedeli, kaj početi s svojimi življenji. Osredotočite se na moj glas in začutite, kako odklepate svoj potencial. Zamislite si vse, kar vas teži, v enem velikem oblaku. Sedaj pa ga pustite, da ga odnese stran. Sproščeni ste, svobodni, da naredite karkoli želite. Očitno si je zaželel, da bi lahko zadremal. Meč Meadowbrook, tvoj dom izgleda čisto enako kot v starih časih. Za svojega ne morem tega reči. No, malce sem morala razširiti svojo kliniko. Veliko biti potrebuje zdravljenje v tem modernem svetu. O, izgleda, da bi tudi tebi prav prišlo. Kaj te teži, Rockhoof? Stvar je, da ne morem upravljati svoje stare službe kot Flash, ali se prilagoditi kot Mistmane, ali uspeti v nečem novem kot Somnambula, ali iti domov kot ti. Daj si čas. Še celo zvezdnati se še vedno učijo o prijateljstvu. In stavim, da je Stygian potreboval ogromno časa, da se je vklopil. Hej, glej, kaj sem našla. Jaz in moja senca. Tretji roman nekdanjega vaščana Stygiana. Impresivno. Res je uspešen. Rockhoof, kam pa greš? Nisem prepričan. Mogoče pač ne spadam v ta moderni svet. No, to je pa cela jabolčna kaša. Namesto, da bi rešili Rockhoofove probleme, se počuti še slabše. Povedala vam bom, kaj je pravi problem tule. Nismo dali Rockhoofu priložnosti, da bi bil, kar je v resnici. Poni železna lopata in zlatim srcem? Da, junak! Najti mu moramo službo, ki bo tako epska, kot je on sam. Mislim, da imam idejo. Počaščen sem, da lahko služim hipogrifski mornarici, general Sisprej. Obljubim, da bom dal vse od sebe. Je že v redu. Vem, kako težko se je prilagoditi na nov dom. Po mnogih letih pod valovi so se tudi nam zdele kopenske navade nenavadne. Kot da ne spadate sem, ne glede na trud, kot da bi se svet vrtel naprej brez nas. Nikoli se ne boj, Rockhoof. V tej svetli prihodnosti bomo kot bratje nad valovi. Zakaj hipogrifi potrebujejo ladje, če se lahko spremenijo v morske ponije? Mogoče pač radi jadrajo. General, megla je pregosta, da bi videli vhod v pristanišče. Poslušajte vsi pomorščaki, umirite ladjo in jo zadržite, dokler megla ne mine. Počakajte, general, krmarimo lahko na isti način, kot so moji koltski predniki potovali skozi selkijske meglice. Gledali bomo zvezde. Tam na severozahodu neba je ozvezdje Obraidlova lupina. Usmerite ladjo k njemu. Slišali ste, ponija, posadka, gremo naprej. Iha! Rockhoofu je uspelo! Ne razumem, zvezde so me vedno peljale prav. O ne, zvezde se lahko počasi premikajo s časom. Verjetno izgledajo drugače kot pred 1000 leti. V čast mi je bilo služiti s tabo, Rockhoof, ampak izgleda, da se najni poti tu razhajata. Hej, napake se zgodijo. Našli bomo nekaj drugega zate. No, ni potrebe, punčara. Že vem, kaj zdaj želim početi. Res? Kaj? Slišal sem, da obstaja urok kipa, ki pošilja bitja v kamniti spanec. Želim, da ga izvedeš. Na meni.
Ja. Ne! Jo. Ne! Jo. Hej, vidva rabita pomoč pri kakšni odločitvi? Rockhoof želi, da ga z urokom spremenim v kamen. Moj odgovor je ne. Moral bi biti ja, ker sploh ne bi bil tukaj, če Twilight že na začetku ne bi izrekla uroka. Wow, mislil sem, da se prepirata glede okusa sladoledov. Odgovor je še vedno ne. Zakaj bi želel postati kamen? Ker sem relikvija nekdanje dobe. Spadam v muzej, varen, ohranjen, nedotaknjen. Ne spadam v ta čas. Od tebe je odvisno, da vsaj to narediš prav. Ampak mora obstajati boljši način. Twilight, prosim, razumi. Želim, da me pomnijo kot junaka, kakršen sem bil, ne pa kot razočaranje, kakršen sem postal. Ampak saj nisi. Rockhoof, čakaj! Spike, lahko danes učiš moj razred? Sega ne boš zares spremenila v kamena, ne? Samo začasno. Takoj, ko se domislim nove rešitve, bova Rockhoofa zbudila. Vem, da ima več za ponuditi svetu kot poni. Ste slišali, da je Rockhoof ujel vse čebele v gozdu Everfree in jih dal za Kori kot darilo? Wow, Teramar je rekel, da je Rockhoof priklical zvezde in potopil celotno hipografsko mornarico. Definitivno je čuden, ampak na smešen način. Ko si z njim, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Učitelj Rockhoof je najboljši poni. Hej, razred. Dobrodošli na teoriji in obrambi prijateljstva. Še en nadomestni učitelj? Naj ti kar na začetku povem, da ne dobivamo domače naloge in imamo samo terenske vaje. Ja, dober poskus. Twilight me je poslala, da vam povem, da je danes ne bo v razred, ker bo izvedla kamniti urok na Rockhoofu. Kot na Discordu? Ampak zakaj? Rockhoof ni slab fant. Navodilo za vas je, da napišete esej o junaštvu in kaj pomeni vam. Ne skrbi, ne rabi biti dolg esej. Mogoče takole? Ali pa na 3 nogah? Kaj bo dalo pticam manj prostora, da ga, okrasijo? Učitelj Rockhoof! Zmaj je rekel, da se želite spremeniti v kamen. Jona tega ne razume. Ja, bojim se, da je res, punčara. Ampak poni mora dokončati zgodbo o Ursi Major. Lepo v tebe, da se trudiš, da bi ostal, Jona, ampak bojim se, da dan današnji stare zgodbe res niso vredne ničesar. V redu, če poni ne želi povedati Joni zgodbe, bo Jona povedala zgodbo poniju. Iz razrednega poročila. Ko je Jona prišla v ponijevsko šolo, se Jona ni vklopila. Ponijevski načini so čudni, ampak Jona je našla prijatelje. Jona je spoznala učitelja Rockhoofa, poni, ki je pogumen in močan kot jak. Ni ga strah, junak. Ko Jona odraste, želi biti taka kot učitelj Rockhoof. No, ker si se že potrudila napisati nekaj tako lepega, verjetno lahko storim vsaj to, da ti povem preostanek moje zgodbe. Jona je celi šoli povedala, da je Rockhoof najboljši. Sedaj cela šola želi slišati zgodbo. Ok, imam urok, ampak bi prosim še enkrat premislil. Rockhoof? Ursa Major me je skušala prijeti za vrat, ampak sem odrinil njene kremplje. Ujela me je v kot, zato sem jo pogledal, ona gleda mene. In jaz rečem, oprosti, da danes ne boš imela večerje, punčara. Očitno se boš morala s tem kar sprijazniti. In potem sem jo zabrisal stran z mojo lopato visoko v nebo. In od takrat je v zvezdje tam zgoraj. Vsaj tako so mi rekli. In to je konec moje zgodbe. Še eno zgodbo! Še eno zgodbo! Ne, hvala za poslušanje, ampak čas je, da se poslovim. Čakaj, rekel si, da v tem času nisi v ničemer dober. Kaj pa pripovedovanje zgodb? To je bila samo kratka zgodba. Takšna, ki je ujela srce in domišljijo vseh biti tukaj. In poni zgodba je super zabavna! Kot princesa prijateljstva bi te rada imenovala za konjetajskega uradnega hranitelja zgodb. Lahko to narediš? Jaz... To je zelo prijazno od tebe, ampak še vedno mislim, da te stare kosti bolj spadajo v muzejsko razstavo. Ti si živi dokaz naše zgodovine. Tvoje zgodbe lahko navdihnejo in učijo prihodnje generacije. Če boš samo kip,
bo vse to izgubljeno. Ampak, a bom sploh kdaj spadal v ta svet? Rokhuf je Jonin prijatelj, zato Rokhuf spada sem. Veš, to me spomni na eno zgodbo. Nekoč je bil majhen jak, ki je vedel več od velikega junaka. Hej, ne pozabi na zmaje v tej zgodbi. Ja, tudi zmaji so bili in poniji in veliko hipogrifov. Plus en vilinjek in grifon, ki je letel. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.